Spoštovani gospe in gospodje, kolegice in kolegi, spoštovani gospod župan, gorniki, skalaši, vsi prijatelji Slovenije in še posebej prijatelji tega najlepšega koščka Slovenije. Že leta se zbiramo tukaj ob Soči, ob Smaragdni reki, kjer je dr. Henrik Tuma na svojem zemljevidu med drugim zarisal vzhodne meje Beneške Slovenije. In ni samo lepota teh krajev tista, ki nas vsako leto privablja v vedno večjem številu. Prijetna družba je tista, gostitelji, naši kolegice in kolegi iz občinskega odbora v Bovcu, ki se jim iskreno zahvaljujem. Mislim, da zaslužijo en aplavz ne samo za letošnji trud, ampak za trud vseh 20 letih, kar smo tukaj ali prej vleteni. Hvala tudi sodelavcem iz glavnega tajništva, ki vsako leto nesebično delajo daleč preko delovnega časa za to, da lahko organiziramo športne igre in še vrsto drugih aktivnosti, zaradi katerih Slovenska demokratska stranka ni zgolj politična organizacija, ampak je nekaj več. Je ena velika družina, ki je slovenska in ki je demokratična. Seveda hvala vsem, ki ste danes prišli, ki ste žrtvovali vsaj en dan, najmanj en dan svojega dopustniškega časa in se nam pridružili. Vsako leto nas je več, zaradi tega je tudi naš program vsako leto bogatejši. Mnogi smo se videli maja ali junija tudi na regijskih srečanjih, z nekaterimi se bomo še posebej srečali ponovno tudi v začetku jeseni, ko bo še nekaj naših regijskih koordinacij organiziralo regijska srečanja. Lahko samo rečem, da ta srečanja, ki smo jih imeli maja ali junija, so bila brez izjeme zelo uspešna. Skupaj je prišlo članstvo odborov iz posamičnih delov Slovenije, kjer se prej nismo ali pa se niste družili vrsto let in povsod je vela pozitivna energija. Zato je treba s tem nadaljevati. To, kar je bilo letos, je bilo mogoče malo poskusno. Sledili smo ptujskim še nekaterim regijam, ki so že lansko leto organizirali takšna srečanja. Letos smo rekli vsaj eno srečanje na regijo in to, kar je bilo doslej in večino regije to že imelo, je dokaz, da je to prava pot. Največkrat se dobimo skupaj, več dobrih idej steče med nami, več dobrih praks izmenjamo, vidimo, da nismo sami, vidimo, da ne hiramo, kot vsak dan preberemo lahko tisti, ki berete v časopisih, in da Slovenska demokratska stranka pravzaprav še nikoli ni bila močnejša, kot je danes. Naši predniki so včasih rekli, tisto, kar ne ubije, tisto te okrepi. Težko bi rekli, da je to vedno držalo, ampak za Slovensko demokratsko stranko ta pregovor drži. Nas so želeli izbrisati. Tisto, o čemer smo se mi soočali, ni bil nek pošten, fair politični boj med strankami, ki združujejo ljudi, ki mislijo različno, kar je povsem normalno za vsako demokratično družbo, ampak smo se soočali s poskusi, da se Slovensko demokratsko stranko kot neko edino alternativo neki sveti postavi, ki so jo skušali uzakoniti kot, bom rekel, edino dovoljeno,
enostavno izbriše iz slovenskega političnega zemljevida. Temu smo se uprli, ni bilo lahko, ampak smo še vedno tukaj, vedno več nas bo in vedno močnejši bomo. Če kdaj, potem Slovenija danes ponovno, po 25 letih, potrebuje politično silo, ki ve, zakaj je nastala, ki ve, zakaj obstaja in ki ve, kaj je treba početi v prihodnje. Mi danes poslušamo o tistih, ki so zmagali na nepoštenih volitvah, da pravzaprav je vse v redu, da še nikoli ni bilo bolje. Da je kakšnih 80% ljudi, ki živimo v Sloveniji, se s tem ne strinja. Res pa je, da to, kar je najbrž najbolje, kar oni zmorejo. Vendar to ni največ, kar zmore Slovenija. Da zmore več, smo dokazali že večkrat in to bomo dokazali tudi v prihodnjem mandatu. Slovenija potrebuje Slovensko demokratsko stranko in vse demokratično misleče in dobronamerne ljudi, ki se združujejo kjerkoli in kakorkoli, tudi zaradi tega, kar se dogaja okrog nas. Še 2 leti nazaj smo govorili o tem, kako je zunanje okolje daleč najbolj ugodno v slovenski zgodovini, kako tega, kar imamo mi, nikoli prej niso imeli naši predniki, in smo računali, da bo to zunanje okolje ostalo takšno, se pravi dobro, tudi za naše otroke in njihove otroke. Ampak v zadnjih 2 letih so se stvari dramatično spremenile. Zaradi napak, predvsem zaradi napak, ki so bile narejene, tako v Evropi kot širše, pri migrantski politiki, pri nekaterih odgovorih na gospodarsko oziroma finančno krizo. Nekako ta svet stabilnosti z pozitivnim predznakom okrog nas zadnje čase kaže velike razpoke. Z nezakonitim, nekontroliranim prihodom milijonov migrantov brez selekcije je v zadnjih 2 letih Evropa bistveno povečala nevarnost terorizma. Bistveno povečala nevarnost, ki preti, da bo moral velik del Evrope enostavno spremeniti nek varen, brezskrben način življenja. In to zaradi napak, ki niso bile potrebne. In zdaj plačujemo in bomo še plačevali visoko ceno. Katastrofo se da preprečiti, ampak časa ni prav veliko. Jaz sem velikokrat dejal, da je v velikem interesu Slovenije kot države z narodom, kjer nas je 2,5 milijona, če štejemo še naše rojake po svetu, v vitalnem interesu, da Evropska družina, Evropska zveza takšna, kot je začrtana v Lizbonski pogodbi, takšna, kot se je razvijala v preteklih letih, ostane. In zaradi tega nam ni vseeno, da je ta prihodnost, ta perspektiva zaradi napak nekaterih politikov v Bruslju in širše ogrožena. In to niso zunanje zadeve. To ni nekaj, kar ne bo pretežno vplivalo na nas. To je nekaj, kar bo bistveno vplivalo na nas, kar deloma že vpliva na nas. To je nekaj, kar je med drugim predstavljalo jeziček na tehtnici pri odločitvi britanskih volivk in volivcev, ki so izglasovali odhod iz Evropske unije. Mislim, da se še ne zavedamo vseh posledic tega tako imenovanega Brexita. Prvič,
neka država, in to ne katerakoli, prva vojaška sila Evropske unije, 20% evropske ekonomije, neto plačnico evropski proračun, zapušča to družino. Ne vemo, kaj bo temu še sledilo, vemo pa, da bodo prihodnji meseci in najbrž tudi leta v Evropi bistveno bolj viharni, kot pa so bili v preteklosti. Tudi drugod se marsikaj dogaja, kar ni možno uvrstiti v nobene vzorce, ki smo jih srečevali v preteklih letih po padcih ali pa desetletjih po padcih Berlinskega zidu, ko se je zdelo, da se svet vendarle, vsaj kar se tiče zahodne poloble, premika v pozitivno smer. Marsikaj se dogaja, kar bo svet naredilo drugačen, kot smo ga poznali. In v tem trenutku praktično ni države v Evropi ali pa na svetu, kjer se politiki, ki čutijo odgovornost do lastne države in do lastnega naroda, ne bi posvetovali, sedeli skupaj in tuhtali o tem, kaj narediti, da bo tista država, tisti narod pač kos tem turbulentnim časom. Samo pri nas nič od tega ne vidimo. Samo pri nas nič od tega ne vidimo, kot da so stvari brez posledic, kot da lahko ti mirno spustiš nezakonito preko šengenske meje, brez kakršnekoli triaže, 500 000 ljudi, zatisneš oči in si misliš, to ne bo imelo posledic. To je tako, kot če si recimo v nekem bloku ali pa več nadstropni hiši, nekje v drugem nasprotju, slišiš, kako gor sosedu pušča streha, kako mu teče v stanovanju, pa si misliš, bogi reveš. Ne veš pa, da bo to malo preteklo k tebi in da bodo morda posledice še hujše. Nižje si, manj vpliva imaš pri odločanju, hujše so posledice. Zaradi tega lahko samo z velikim obžalovanjem gledamo na zadnji 2 leti praznega mandata, vlade, ki je bila sestavljena na podlagi goljufije, na podlagi ukradenih volitev, na podlagi nepoštenih volitev. In hiša, ki se zida na pesku, ki se ne zida na skali, ko gre za demokratično zgradbo, skala so trdni temelji, rezultati ljudske volje, v katerih se pride pošteno, v poštenem tekmovanju programov in idej, ne z neustavnim, nezakonitim izločanjem političnih tekmecev, za zlorabo institucij države in tako naprej. In če se dela obratno, se pravi, če se zlorablja te institucije za to, da nekdo ostane ali pa pride na oblast, če se z državo upravlja v nasprotju z vrednotami, na podlagi katerih smo se pred 25 leti osamosvojili, potem lahko govorimo o vsesplošni krizi. In zaradi tega danes po raziskavah javnega mnenja v Sloveniji 80% ljudi pravi, da ne gremo v pravo smer. Pravi, da ne gremo v pravo smer. Kljub temu pa, ko pride volilni dan, tudi zaradi raznoraznih manipulacij, polovica teh ljudi ostane doma in ne voli. Če bi teh 80% ljudi, ki pravi, da ne gremo v pravo smer, volilo, ne pravim, da če bi volilo za nas, samo da bi volilo, v skladu z svojim prepričanjem, Slovenija je čez 2 meseca drugačna. Bravo! Torej, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
naš cilj, naša prva naloga, to, v kar moramo vložiti največ napora v prihodnosti, je boj s to apatijo. Pri ljudeh, ki pravijo, ne gremo v pravo smer, ampak nič ne naredijo za to, da bi se ustavili. Ker mislijo, da se ne splača, ker mislijo, da se ne da, ker mislijo, da pač toliko prevarja že bilo, da naslednjič bo spet ena in so enostavno obupali. Glede, če kdo, potem smo člani Slovenske demokratske stranke, člani in članice tisti, ki vemo, da se nikoli ne sme obupati. Bravo! Nikoli. Pred 25 leti, ko so po slovenskih ulicah in mejnih prehodih divjali tanki jugoslovanske agresorske armade in ko je izgledalo, da Slovenija na pol goloroka nima nobenih možnosti proti četrti ali peti najmočnejši armadi v Evropi in ko smo po hodnikih predsedniške palače srečevali prestrašene in begajoče obraze tistih, ki si samostojne Slovenije niti niso želeli in so takrat zahtevali celo odstop Demosove vlade, prvi dan vojne. Takrat nismo obupali. In ko danes o 25. obletnici hodimo po svetu, se pogovarjamo z ljudmi, tudi pomembnimi politiki, ki so takrat spremljali to, kar se je dogajalo v Sloveniji, pravijo čudež. Nismo dali peni na to, da vam bo uspelo. Čudež, ne samo, da vam je uspelo, uspelo vam je v tako kratkem času, da se je komaj dalo pripraviti neka nova izhodišča ali pa neke nove znane politične strategije do tega dela Evrope takrat. Torej, nikoli ni za obupati. Stanje, kakršno je danes, ni tako resno, kot je bilo takrat. Pa smo tudi takrat uspeli. Pred nekaj dnevi sem bil pri naših rojakih v Ohaju, v Združenih državah, v Clevelandu. Tam še vedno živi kakšnih 60 000 naših rojakov. Prinašam vam njihove pozdrave. Hvala! Slovenci, tudi tisti, ki imajo samo slovenske korenine ali pa del slovenskih korenin, so druga, tretja, celo četrta generacija. So prišli na prireditev, kjer smo govorili o teh časih, so ponosni na te korenine, čeprav znajo mogoče nekateri samo še par besed slovensko. Glede, če Slovencem pred 25 leti ne bi uspelo, da izkoristimo tisti čudežni čas in tisto priložnost in se osamosvojimo in dobimo lastno državo, potem tega ponosa ne bilo več. In ne bi govorilo 60 000, mogoče bi govorilo 20 000. In enako velja tudi za druge dele, kjer živijo naši rojaki, mogoče z izjemo Argentine, kjer je ta trdoživi slovenski čudež res čudež. Tako govorimo na isti način o naših rojakih tukaj v zamestu, preko administrativne meje Slovenija-Italija ali na avstrijskem Koroškem. Torej, slovenski narod zaradi tega, ker je dosegel svojo državo pred 25 leti, ne hira več. Res je, da v teh 25 letih nismo bili sposobni povezati vse te potencijale. Po svetu živi na 10 000 naših rojakov, ki so uspeli. Povsod. Od financ do administracije, kmetijstva, zdravstva, sociale, gospodarstva. Imamo izumitelje katerih ključnih svetovnih tehnoloških dosežkov, pa jih mi ne poznamo. Danes, to menim tudi zato, ker danes dr. Edi Gobec,
obhaja 90. obletnico. On je ameriški Slovenec. Pred kratkim je izdal knjigo Znameniti ameriški Slovenci. Jaz jih veliko poznam, večkrat sem bil tam, ampak še vedno je tam večina tudi zame neznanih imen. Enostavno se jih je skušalo izbrisati iz našega narodnega spomina, ker pač niso bili ta prave politične barve ali pa sploh niso bili kakve barve. Ne? In se je z njimi počelo, kar se tiče spomina, enako kot se je počelo doma, ko gre za spomin na tiste naše rojake, ki so jih doma skušali izbrisati iz nacionalne zavesti. Kakšna škoda, ne? Kakšna škoda, koliko gospodarskih vezi, koliko znanja bi si lahko na ta način pridobili tukaj, pač ker živi matica naroda. Pa je bilo to v veliki meri zapravljeno in tudi danes se ne dela veliko, da bi bilo drugače. Ne. Namesto tega se iz Slovenije danes izseljuje na tisoče mladih, potem, ko dokončajo šolanje, ponovno po svetu in veliko vprašanje je, koliko jih bo prišlo nazaj. Ampak pravo zadovoljstvo je, no, ko tisoče kilometrov stran srečaš Slovence in srečaš patriote. Srečaš patriote in se udeležiš prireditev, kakršnih je v Sloveniji malo, tudi ko gre za kakšne uradne državne proslave. In to nas nadaja z optimizmom. No in da nam pozabil, prinašamo pozdrave tudi od naših ameriških prijateljev iz republikanske stranke. Tudi tam imamo veliko prijateljev. Celotnem zahodnem svetu prihaja do tektonskih političnih sprememb, ki bomo priča v prihodnjih letih. Nekateri termini, ki smo jih doslej uporabljali za to, da smo poimenovali kako stvar, ne bodo več ustrezni. Nove bo treba poiskati. Ne vemo še, koliko bo to dobro in koliko bo slabo, ampak te spremembe so neizogibne. Te spremembe so neizogibne zato, ker je zahodni svet ne samo pri nas, ker smo še itak država, ki jo čaka še tranzicija, ampak zahodni svet nasploh je marsikje zašel na stran poti in seveda takšne zadeve imajo svoje posledice. In če nočemo, da bo vsak dan na osrednjih medijih kakšen teroristični napad, enkrat v Nici, enkrat v Parizu, enkrat v Münchnu, naslednjič Bog ne da že kje bliže, pa potem že pri nas, se pač treba temu zoperstaviti in ne tiščati glavo v pesek. Tudi Slovenci moramo tukaj enostavno okrepiti tako naš obrambni kot naš varnostni sistem, predvsem pa moramo okrepiti naše gospodarstvo. Bravo! Ker če bomo imeli šibko gospodarstvo, potem tudi ne bo nobene podlage za to, da krepimo kaj drugega. Ker gospodarska rast, ustvarjanje nove vrednosti je edini realni temelj blaginje. Zadolžili smo se že toliko, da se ne da več. In je treba zdaj to vračati. Torej, nujno je krepiti gospodarstvo. Slovenska demokratska stranka ima izdelane programe za to, deloma tudi že preizkušene. Nam ni treba govoriti o obljubah, mi lahko postrežemo tudi z rezultati iz mandatov, ko smo imeli v rokah vsaj del inštrumentov za to, da smo lahko stvari spreminjali. In prej kot čez 2 leti bo pa čas, ko bo potrebno biti konkurenčen z idejami, programi in vizijo prihodnosti. Ko ne bodo več dovolj manipulacije, ustanavljanje instanc strank in zloraba državnih institucij. Mi,
ki smo danes tukaj, čeprav so investirali stotine milijonov za to, da nas ne bilo več, smo dokaz za to, da bo naslednje politično tekmovanje v Sloveniji tekmovanje vizij. Danes no in pri tem bi počrtal besede gospoda župana Bovca, ki nas je prej tukaj pozdravil. On je iz naše stranke, ampak je kljub temu prišel sem in je dejal, da je da v občinskem svetu delajo skupaj za skupno dobro občine. In rezultati so. Ne samo to metodo je treba prestaviti na državno raven in vemo, kdo je tisti, ki odloča o tem, ali se sodeluje ali se ne sodeluje, vedno odloča tisti, ki ima oblast. Samo to je treba prestaviti na državno raven, pa bo šla Slovenija naprej, ne nazaj. Ne glede na vse težave, ne glede na to, kar se dogaja v okolju in tako dalje. Nam skušajo očitati vse živo, da nimamo prijateljev, nimamo zaveznikov, nismo sposobni sodelovati in tako dalje. Mi smo edina stranka v Sloveniji, ki je takrat, ko smo sestavljali vlado, in to je bilo dvakrat, pa če upoštevamo še tisto prvo, ker je bil Jože Pučnik, predsednik Demosa, se pravi, smo trikrat nekako sestavljali vlado in izvršilno oblast, vsaj deloma. Mi smo vedno povabili k sodelovanju vse stranke, vse parlamentarne stranke, vedno, vedno. Vedno. In smo vključili tiste, ki so želele sodelovati. In smo se bili vedno pripravljeni pogajati na osnovi programov in konkretnih stvari. Ampak, kakšno je bilo ravnanje druge strani? Nekateri sploh niso želeli priti na pogajanja. Na drugi strani celo pravijo, da se združuje zato, da bodo nas premagali. Da je to njihov program. Da si predstavljate neko urejeno državo z razvito demokracijo, da bi to nekdo izjavil. Nikoli več ne bi bil živ v političnem prostoru. To je pač možno samo pri nas, ker se skuša nekatere stvari postavljati na glavo. Ampak ne glede na to, zaradi poti, ki je bila prehojena, zaradi trikov, ki so jih uporabili in so propadli, zato ker smo še vedno tu, bodo naslednje volitve tekmovanje vizij. O tem bomo več govorili na naših naslednjih srečanjih. Danes smo se zbrali tukaj tudi zato, ker je poletje, ker smo imeli športne igre. Čestitke vsem zmagovalcem, predvsem najbolj uspešnemu odboru iz Slovenskih Konjic. Bojanu sem prej čestital, predsednik odbora, pa je dejal, en avtobus nas je prišlo, nekaj že mora biti od tega. Očitno ni prišlo samo število, ampak tudi kvaliteta. Iskrene čestitke, čestitke tudi vsem ostalim, ki ste dobili medalje, tudi tistim, ki jih niste, pa ste tekmovali. Bilo je kar veliko tekmovalcev za ta vroči čas. Tako da naslednje igre bodo zimske, takrat bo hladneje. Če se je kdo danes pritoževal, ne pride takrat. Vsako leto imamo tudi zimske igre. Danes se začenja tudi rekreativni, pa tudi malo manj rekreativni del našega letnega tabora skupaj z gorniškim klubom Skala. Opozoril bi na to, da je v prvem delu nekaj izjemno zanimivih tur, ki jih ne boste našli v kakšnih vodnikih, pa kakšnih
razpisih agencij. Gre za ture po Beneški Sloveniji, po Reziji, pravzaprav. To so skriti biseri Slovenije, ali pa slovenstva, slovenski gora, kot je rekel dr. Jeglič. Če ne morate, se pridružite. So različne, so nekatere težje, nekatere lažje, so tudi izleti v Reziji. Tukaj česja, če bi lahko naredili iz Kanina stekleno steno, bi videli tam na drugi strani dolino Rezije, samo lučaj česje, pelati se je treba nekoliko dlje, ampak se splača. Se splača. Bolj se bomo zavedali tega, kar je dr. Henrik Tuma zapisal, ko je pisal zgodovino slovenskega imenoslovja v Alpah, češ da je treba iti zelo, zelo daleč, da prideš do krajev, kjer vrhovi, grebeni, planine ali reke nimajo v svojih imenih slovenskih korenin. Zelo daleč. Ampak nič nam ne pomaga. Nič nam ne pomaga, če to ne poznamo. Je pa takrat, ko se odločamo, da nekam gremo, vedno možnost, da gremo tudi tja, kjer še nismo bili. Pa da ne gremo že 100-tič na Triglav. Čestitke vsem, ki greste vsako leto. Nek ritual smo naredili iz tega. Jaz hodim predvsem zaradi prijetne družbe. Sicer je pa bistveno več dopustniških in gorniških užitkov, če greste tjela čez, na rezijske vrhove. Videli boste, da se vam bo odprl nov svet, za katerega ste že slišali v pravljicah, vendar ga še niste doživeli. Torej, izkoristite ta dopustniški čas za čim več počitka, aktivnega počitka. Veselim se naših srečanj jeseni, ko se bomo zbirali v tistih regijskih koordinacijah, kjer še nismo imeli srečanja. Pa tudi sicer mislim, da prihaja čas, ko se bomo čedalje bolj pogosto družili, ker prihaja čas političnih sprememb. Hvala lepa. Bravo, Hvala našemu predsedniku Janezu Janši za nagovor, sedaj pa sledi glasbena točka Bele planinke 3.